Ja, mi smo zelo veseli. Mi v bistvu odpremo pravljično deželo ravno na petek zaradi tega, da se v bistvu vse vzpostavi. To je veliko doživetje in veliko pričakovanj. Mislim, da je bil danes obisk nadpovprečen. Za prvi dan pravljične dežele in kot ste sami lahko videli, ni ovira niti slabo vreme. Po 12 letih je tudi vedno več staršev, v bistvu, ki se znajo iti, so opremljeni, otroke obujajo, oblečejo. Pravljična dežela ima svoj osnovni namen in tudi svojo prednost, to je, da je brezplačna, da je njen namen, da gremo ven na svež zrak, da se otroci družijo in če ste opazovali, otroci padejo v ta pravljični svet in če jim samo dovolimo, da ga malo opazujejo, doživijo, smo že naredili zelo veliko. In to je namen, da te praznične dni v Celju polepšamo, malo uživimo in jih naredimo doživeti. Je pa res, da smo zelo veseli, kajti že danes so prišli otroci tudi iz Brestanice, Velenja, iz Maribora, torej tudi s pravljičnimi vlaki in to nas navdušuje. To je pa velik prispevek tudi celjskih osnovnih šol in vrtcev, ki vsako leto sodelujejo in mi jih tudi vključimo v program soustvarjanja, kajti na pravljičnem odru se bo zvrstilo več kot 450 obiskovalcev in oblikovalcev programa. Dnevno pa skrbi 28 ljudi za vzpostavitev sistema. Pa tako, da se govori, da ima rad pravljično deželo in ko hodi naokoli, se tam okoli 18. oglasi v Celju, da se z otroki malo pogovori, nabere pravljične energije in pravljičnih sporočil, zaljubljen je pa v pravljice in zato vedno rad gostuje v naši pravljični deželi, kajti vsaka pravljična vila nosi svoje pravljično sporočilo in morda namig, če se nam pridružite zjutraj 10. do 12. boste izvedeli vse velinske zaplete in zgodbe ter sporočila, ki jih nosijo pravljični vili. Do 12. vodenje ob 10. in 11. uri in na to popoldne ob 17. uri, ko se govori, da se oglasi tudi sam Božiček, morda pa tudi namig, da pripravljamo premiero pravljične vile so v sodelovanju z Drsalnim klubom Celje pripravile ob 16. uri na drsališču v Celju veliko premiero Srebrni medved drsalno.